Slovenija je na morebitne požare pripravljena bistveno bolje kot kadarkoli, zagotavljajo na Upravi za zaščito in reševanje. Po katastrofalnem požaru pred 4 leti na Krasu, ko je zgorelo več kot 3700 hektarjev površin, je država povečanju požarne varnosti namenila posebno pozornost. Med drugim je kupila 4 letala za gašenje Air Tractor in ustanovila posebno letalsko enoto za gašenje. Danica Jovanović. Zelo veliko požarno ogroženost smo v Sloveniji pred današnjim dnem v zadnjih 20 letih razglasili zgolj 3-krat. Trenutno pa ta stopnja, kot je razvidno z zemljevida, velja za vso državo. V času visoke požarne ogroženosti je v naravnem okolju prepovedana uporaba kakršnega koli ognja, med drugim to pomeni prepoved kresovanj, ognjemetov in odmetavanja cigaretnih ogorkov. Za kršitev teh prepovedi je za fizične osebe zagrožena globa v višini od 200 do 600 evrov, za pravne pa v višini od 1000 do 6000 evrov. Zelo velika stopnja oziroma najvišja stopnja požarne ogroženosti trenutno velja za del Primorske. To pomeni, da so na tem delu omejitve in prepovedi še strožje. Tukaj se pa potem prepovedujejo tudi določena vzdrževalna dela z težko gradbeno mehanizacijo oziroma z vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje. Različne intervencijske enote so sicer na možnost izbruha požarov pripravljene bolje kot kdajkoli prej, pravi Behin. Poleg ustanovitve naše letalske enote in nakupa Air Tractorjev v zadnjih letih se bistveno krepi tudi nakup vozil, tako v okviru uprave in gasilske šole, kot tudi posameznih gasilskih enot. Pa tudi je bilo v zadnjih 2-3 letih naredjeno zelo veliko na protipožarnih presekah, na dostopnih cestah in tudi na vodnih virih z hidrantnim omrežjem in posebnimi mesti za zajem vode. Pripravljena je tudi pred nekaj leti ustanovljena letalska enota za pomoč pri gašenju požarov. Enota ima na razpolago za gašenje zraka 4 letala. Imamo 8 zaposlenih lastnih pilotov in 3 pogodbene in tudi strmimo k temu, da smo čim hitrejši, da smo popolnejši in da je ta odziv čim krajši. Vodo polnijo v različnih vodnih zajetjih. Na morju, v Bohinju, Mariborsko otok, Dravograd, Brežice, Brestonica. Seveda pač odvisno je, kje je lokacija požara. Če prebivalci opazite dim ali ogenj, o dogodku nemudoma obvestite zaposlene na številko 112, še pozivajo na Upravi. No, možnost požarov bo v prihodnjih dneh še večja, saj se bodo temperature še višale. Danica, Agencija za okolje zaradi visokih temperatur že izdala opozorila. Tako je, jutri bo za večji del države zaradi visokih temperatur veljalo oranžno opozorilo, v rdeče pa bosta obarvana osrednja Slovenija in jugozahod države. Tu se bodo temperature v soboto dvignile tudi do 39 stopinj Celzija. Hkrati bo ob morju pihala burja, ki bo vplivala na vročino in požarno ogroženost. Visoke temperature in vročinski val bodo sicer z nami vztrajali vse do konca prihodnjega tedna, na vidiku pa ni niti obilnejših padavin. Hvala, Danica.